Vojaški vikariat sestavljata dve veji religij. Prva veja je katoliška in druga veja religije evangeličanska duhovna oskrba. Načelo vojaškega vikariata je vojaški vikar, ki ima dva namestnika, namestnika za katoliško cerkev in namestnico za evangeličansko cerkev. Poleg vojaškega vikarja dveh namestnikov vojaških vikarjev delujejo v vojaškem vikariatu tudi katoliški vojaški kaplani in evangeličanski vojaški kaplani. Poleg teh pa imamo zasedena tudi formacijska mesta pastoralnih asistentov. To so diplomirani teologi, poročene žene in možje, ki nudijo duhovno oskrbo vojakom v okviru svojih pooblastil. Pod vodstvom načelnika enote vojaškega vikariata zagotavlja osebje za duhovno oskrbo pripadnikom Slovenske vojske. Duhovno oskrbo tako v enotah doma, na mednarodnih operacijah, poveljstvih zavedništva ter seveda tudi vsem njihovim družinskim članom, če tako hočejo in želijo. Pripadniki vojaškega vikariata smo nekako dolžni in tudi z veseljem to naredimo, da se odzovemo na potrebe, na izraženo željo naših sodelavcev, pripadnikov, Slovenske vojske, ki pripadajo kakšni drugi veroizpovedi, potem, da bi se srečali s svojim verskim predstavnikom. To storimo, jih povežemo in organiziramo tako doma kot na misiji. Osnovno poslanstvo vojaških kaplanov je nudenje duhovne podpore v vseh dimenzijah. Tukaj spada na to področje tudi podeljevanje sakramentov. Zato v vojaškem vikariatu nudimo krste otrok pripadnikov Slovenske vojske. Naše vojake spremljamo v obdobju svetega obhajila, bodisi podeljujemo sakrament svete birme. Najlepši pa so trenutki, ko spremljamo naše vojake na poti v zakon, kjer najdejo svoje ljubljene osebe, s katerimi želijo preživeti celo življenje. Duhovna oskrba v Slovenski vojski obsega skrb tako za pripadnike Slovenske vojske, kot tudi za njihove družinske člane. V ta namen organiziramo zanje družinske vikende pisanja osebnega dnevnika, tečaje meditacije, duhovne vaje, za otroke pa tudi počitnice, ki so duhovno-rekreativnega značaja. Poleg rednih nalog z verskega področja je naša naloga tudi svetovanje poveljnikov v dilemah, in sicer z področja etike, morale, religijskih vprašanj, stalna prisotnost med pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske, skrb za varovanje človekovega dostojanstva in to od rojstva do smrti, pa tudi po njej. Je v ta namen tudi nekako organiziral Karitas vojaškega vikariata, kratko imenovano KVIK, v želji, da bi nekako vzgajali za dobrodelnost, še naprej opazili ljudi v stiski, morda znotraj lastnih vrst, pa tudi zunaj njih. Delo doma, v domačem okolju, obsega skrb za vojake na terenskih usposabljanjih, vojaških vajah in podobno. Delo v tujini zahteva tako imenovane 3 faze: pre-deployment, redeployment in post-deployment. Vojaški kaplani in asistenti so vključeni v pripravo vojakov pred misijo z predavanji o veri, religiji, običajih in kulturi. Med misijo stalno spremljajo vojake, po vrnitvi v domovino pa so vključeni v proces resocializacije. Človek je odprto bitje, odprto za večnost in morda so prav vojaki tisti, ki se bolj kot kdorkoli sprašujejo o biti, ne biti, ostati in obstati. Je mogoče zelo pomembno, da tudi znotraj oboroženih sil Slovenske vojske obstaja ena taka služba, ki jo lahko pripadniki, seveda po svobodni izbiri,
izkoristijo, pomeni, da se lahko z nami, ki smo pripadniki vojaškega vikariata, pogovorijo, vprašajo, morda tudi kdaj kaj potožijo. Želimo pripadnikom Slovenske vojske stati ob strani prav v tem momentu, ki se tiče tako duhovnega, pa tudi religioznega.